Naložbenika v gradnjo stanovanj sta novomeška občina in državni stanovanjski sklad. Občina bo zgradila 81 stanovanj, sklad 103. Skupaj je naložba vredna okoli 25 milijonov evrov. Ta projekt tudi prinaša odgovor na izzive, kot so starajoča družba. V blokih Mestne občine Novo mesto bo 22 stanovanjskih enot prilagojenih starejšim oziroma funkcionalno manj gibljivim osebam. Stanovanja, ki naj bi bila vseljiva jeseni prihodnje leto, bodo namenjena ranljivim skupinam in bodo imela neprofitno najemnino. Vsa stanovanja, vseh 184 stanovanj bo za najemnino trenutno je ta neprofitna 5,5 evra. Se sicer bo revalorizirala z rastjo življenjskih stroškov, ampak trenutna cena je 5,5 evra na kvadratni meter. Gradnje najemnih stanovanj se veselijo tudi v novomeškem javnem stanovanjskem skladu, v katerem bodo z novimi pridobitvami tudi upravljali. Kot opozarja direktor, so zdaj potrebe na tem področju velike. Že na podlagi razpisa, ki je bil objavljen za dodelitev teh neprofitnih stanovanj, ki ga je objavljala primer lansko leto Mestna občina Novo mesto, se je prijavilo cirka 140 prosilcev. In mi lahko zadostimo potrebam glede na trenutni stanovanjski fond, ki ga imamo, cirka 10% teh prosilcev. Novi bloki bodo predstavljali veliko pridobitev tudi tamkajšnji krajevni skupnosti, v kateri si želijo, da bi mladi ostali v domačem kraju. V sklopu teh blokov dobimo tudi športni park in igrišče urejeno, tako da sklop vsega bo res zanimiva soseska in verjamem, da vsi bojo veseli, ko bo se prišel. Položitve temeljnega kamna v Podbrezniku se je udeležil tudi minister za solidarno prihodnost. Naš skupen cilj je do leta 2026 začeti izgradnjo 5000 stanovanj in od leta 2026 naprej vzpostaviti sistem, ki bo sposoben zgraditi 3000 stanovanj letno. Kot dodaja, so naredili popis projektov, za izvedbo katerih bodo ob rebalansu v državnem proračunu zagotovili 24 milijonov evrov.